Drage občanke, dragi občani občine Ljutomer, dragi prijatelji občine Ljutomer, vsi tisti, ki radi prihajate k nam in se imate nepozabno lepo. V občini Ljutomer smo tik pred praznovanjem 67. praznika občine Ljutomer. In ponosni smo na vse prleške vrednote, ki jih v zadnjih letih res zelo poudarjamo. V letošnjem letu tudi zeleno pismenost. V letošnjem letu slavimo 155. obletnico prvega slovenskega tabora, 130-letnico povezane gledališke dejavnosti in še marsikatero. S tem dokazujemo, da v občini Ljutomer živimo izjemno bogati ljudje po srcu. To se kaže tudi v pestrem dogajanju, ki nas čaka v mesecu juliju in avgustu. Imeli bomo kar pestro poletje in zato so zaslužni izjemni posamezniki, zavodi, društva, vsi tisti, ki delujemo v naši občini. Od 27. julija do 26. avgusta se bo v naši občini zgodilo čez 50 dogodkov oziroma prireditev. In veseli bomo, če bo vsak našel nekaj zase. Verjamem, da boste in da boste si skrbno napolnili koledar in s svojo prisotnostjo izkazali podporo delovanju vseh tistih, ki organizirajo dogodke v naši občini in se tudi veselili naših skupnih uspehov. K besedi bom povabila posamezne organizatorje, predvsem v smislu, da bodo vas še dodatno animirali, kako bo lepo na naših dogodkih in z vami delili še mogoče tudi kakšne druge pomembne podatke. Začetek bo seveda oziroma uvodni dan v četrtek 27. julija, ko bomo ob 18. uri razkrili neponovljivi preplet tradicije in umetnosti, in sicer unikat francoske modne hiše Louis Vuitton. Predstavil pa nam bo ta dogodek zelo cenjen mednarodni priznan umetnik, to je gospod Miro Persolja iz Art galerije v Ljutomeru, ki ga prvega seveda vljudno vabim k predstavitvi. Izvolite. Jaz se predstavim kot umetnik Bienale Venecije in sem ponosen, da sem odprl to galerijo v Ljutomeru. Jaz govorim v imenu mojega tima, ker sem ponosen, da smo lahko prav tukaj v centru odprli to veliko galerijo. V enem mesecu je obiskalo to galerijo 3500 obiskovalcev, ker za mene je veliki presenečenje, jaz mislim, da je to samo začetek. Jaz sem ponosen, da lahko odpremo to ljutomersko srečanje prav z največjim svetovnim dizajnerjem Louis Vuittonom. Moj veliki prijatelj, prav studio Borelo iz Udin, on bo prisoten na tej otvoritvi in se zahvaljuje in imamo čast, da lahko to torbo, ko bi rekel po domače, odpremo prav v Ljutomer. To je edini unikat na svetu. Smo lahko ponosni, da imamo to tukaj. In zares vabim vso publiko, da prav pa ženske, to je vaš simbol, svetovni simbol, ker to ni ženske, da ne pozna to marko. Jaz se zahvaljujem vam županja, da ste nas vključili v ta program in jaz mislim, da s to galerijo bo občina pridobila nekaj več. Najlepša hvala. Ja, hvala vam. Se res zahvaljujemo za to pripravljenost, tudi promocija Ljutomera je z mednarodno galerijo gospoda Persolja izjemno pridobila na promociji.
Ob 20. uri bomo predvajali film Bratje v vojni. Tako da povabim režiserja, gospoda Simona Balažica, da tudi nagovori, kaj bomo lahko lepega videli. Lep pozdrav vsem danes tukaj prisotnim. Torej, naše sodelovanje, za katero bi se seveda gospod županja lepo zahvalil, da se nas vključili v ta vašo praznovanje praznika občine Ljutomer. Torej, naš del je dejansko v tem, da bomo predvajali film, ki smo ga naredili. Torej, naša vloga je bila dejansko, ko smo pripravili film Bratje v vojni, ki dejansko prikazuje, kaj se je leta 1991 dogajalo v deželi ob Muri. Gre za igrano dokumentarni film, dolžine 70 minut in nekako smo poskušali prikazati takratno dogajanje. Nekako smo se poskušali prikazati od teh, bom rekel, te tankovske zgodbe, ki je bila znotraj, smo tudi prikazali spopad, ki je bil dejansko tukaj v bližini, spopad med teritorialci pa med takratnimi vojaki JLA, to je tisti igrani del. Potem imamo tudi izjave takratnih udeležencev. Morda kaj posebno pri tem filmu je tudi to, da imamo tudi izjavo iz nasprotne strani, se pravi, poiskali smo vojaka JLA, ki je bil takrat v tisti popovi enote in je nekako po vseh teh več kot 30 letih nekako povedal svoje videnje iz takratnega časa. Sam je povedal, da je bil 4 mesece komaj v vojski in nekako tista njegova podoživljanja. No, zraven imamo seveda tudi izjave takratnih odgovornih, tako iz policijskega dela kot vojaškega oziroma dela teritorialne obrambe, tako da smo nekako tudi prek tega poskušali prikazati v tiste takratnih odgovornih ljudi iz tistega časa. Zraven imamo tudi precej arhivskega gradiva. Film smo že predvajali v Murski Soboti, v Kino Park. Odzivi vseh teh veteranskih organizacij so bili zelo pozitivni, na kar sem predvsem ponosen. S tem filmom smo se ukvarjali skoraj 2 leti, vmes nam je tudi malo korona zagodila, ko smo pač imeli omejeno gibanje, oziroma gibanje. So bili pač težave takšne in drugačne, ker bilo ogromno snemanja, ogromno vseh teh aktivnosti. Bili smo zelo majhna ekipa, jaz bi se seveda ob tej priložnosti zahvalil svojim sodelavcem, pa tudi, ker moja vloga je bila vloga producenta, režiser je pa Jan Biljoderič, to je pa en gospod iz Maribora. Drugače pa, kaj se pa tiče te, samo bom rekel, tehnične ekipe, pa vse te stvari pa smo dejansko mi sami delali. Zdaj, kaj je namen filma? Namen filma je dejansko v tem, ker jaz takrat, ko se je to dogajalo, sem bil star 13 let. Jaz sem bil takrat mladostnik in v tistih letih sem jaz imel eno zanimivo potovanje, ker vse počitnice sem preživel pri eni pa pri drugi babici. In ena babica je tukaj v občini Ljutomer v Grlavi, druga babica pa na oni strani Mure v Dokleževi in ravno v tistih dneh, preden se je to vse skupaj zaprlo, sem jaz potoval s kolesom iz Grlave v Dokleževje. In to je bilo tik preden so most zaprli. Videl sem, kako je bil recimo most blokiran čez Muro Veržejo, videl sem bombardiranje Murske Sobote, marsikaj sem videl, spomnim se še tistih siren, pa tiste malo panike, ampak to so vse neki taki dobri spomini, lepi spomini na takrat, pa predvsem na tisto enotnost, pa na ta pomen, kaj smo Slovenci. Danes pa me pri tej mladini to skrbi, ker mladim je to vse manj pomembno. In nekako je bila tudi motivacija za ta film, da predvsem seveda ljudi spomnimo na tiste čase, pa na pomen tistega časa, predvsem pa je to namenjeno mladim, da jih nekako poskušamo opozoriti na to, oziroma jim prikazati, kaj se je takrat dogajalo in seveda, da Slovenija, takšna kot danes je, ni nastala sama po sebi, ampak je tu vseeno trajala vojna, na srečo zelo kratki čas, vseeno so bili spopadi, pa ljudje so tudi umirali in tega se treba dobro zavedati. In ker vemo, da svet na mladih stoji, je treba na mladih delati in mladim je treba to vrednost, te vrednote tudi posredovati naprej. Ker če mladim ne bomo tega predali naprej,
je vprašanje, kaj se bo z nami dogajalo. Toliko mogoče okrog tega, sam film pa bi vas seveda te povabil v četrtek na to predvajanje filma, da se ga udeležite in da si ga tudi pogledate, pa potem tudi kaj več povem. Tako da, hvala lepa. Hvala tudi vam. No, film bo predvajan če dovolite, lahko povem, v Art galeriji gospoda Mirota Persolje in s tem zaključujemo uvodni dan, kjer je poudarek na moč umetnosti, se pravi unikat in boj. Potem v petek, 28. julija, smo poudarjali, da smo marljivi do skupnih poti. Predajamo svojemu namenu, namreč ob 18. uri prenovljene javne poti, odseki Pršetinci, Tompa, Beg, Kostanjevica v krajevni skupnosti Stara cesta. Dogodek se bo odvijal v soorganizaciji krajevne skupnosti Stara cesta in pa občine Ljutomer v športno-rekreacijskem centru Kostanjevica. V soboto 29. julija na dan turizma želimo poudariti, da ostajamo povezani v prostoru in tradicije. Ob 11. uri bomo odprli prenovljeno cesto na Mestni Breg v Ljutomeru. Tukaj seveda želimo postaviti opomnik, da imamo spoštljiv odnos v Ljutomeru tudi do ranljivih skupin, se pravi tudi tistih, ki so gibalno ovirani, kajti to je odsek, kjer je poudarek seveda, da se zagotovi varnost vseh udeležencev, posebej tistih, ki so omejeni v gibanju ali pa imajo mogoče težave z zdravjem. Tako da bomo seveda tudi njih povabili k tej otvoritvi, kajti na tej lokaciji imamo bivalno enoto doma Lokavci. Ob 14. uri prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer organizira kuhanje kisle župe in v naši sredini pozdravljam tudi predstavnika gospoda Hunjadija, da nam malo kaj več pove o dogodku. Izvolite naprej. Lepo pozdravljeni v imenu prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer ter v imenu predsednika gasilskega društva Danila Polajniča, ki je trenutno odsoten, zato je mene pooblastil, da se danes tu pojavim, pa vam povem par besed. Ja, kot je gospa magistra županja povedala, 29. prirejamo že drugo tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Lansko leto smo probali malo obuditi to jed, malo približati ljudem to jed, zato smo tudi se odločili, kam organizirali prvo tekmovanje v kuhanju kisle juhe, tako da že letos 29. prirejamo že drugo tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Prijavljeni je približno zdaj že malo čez 10 ekip. Začelo se bo kuhati ob 15. uri, ob 14. uri je zbiranje, ob 15. uri se začne kuhati. Upamo, da bo prišlo čim več ljudi na pokušino kisle juhe, bo pa tudi tekmovalnega duha, da bomo videli, kdo v Prlekiji skuha najboljšo kislo juho. Zato vabljeni vsi na hipodrom v Ljutomer, kjer bude tudi kisla juha na pokušino, ter mrzla pijača, ter dobra kisla juha. Lepo vabljeni. Še zbirate prijave za ekipe? Še zbiramo prijave za ekipe, ja, še zbiramo ekipe, tako da, če še bo kakšna ekipa dobrodošla, na naši spletni strani oziroma na Facebook strani je gore objavljeno, kaj vse dobimo, pa kaj morajo pač imeti ekipe zraven, se pravi, mora imeti največ dobre volje, vesele družbe ter svoje začimbe. Vse ostalo pa dobi od organizatorja. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepo, da imamo seveda svoje odlične prleške jedi in ohranjamo to tradicijo. Tako da hvala lepa prostovoljnemu gasilskemu društvu Ljutomer.
No, ob 17. uri bomo odprli tudi prenovljeno lokalno cesto Bioterme Mala Nedelja ter novozgrajeni pločnik. In sicer ob 17. uri se bo samo dogajanje odvijalo v novozgrajenem krožišču, kjer bo krajši kulturni program. Veselili pa se bomo seveda tudi odprtja v Biotermo v Mali Nedelji, našega turističnega bisera, kjer seveda bodo tudi se vključile bioterme v obogatitev našega programa in seveda povabim vljudno gospo Jožico Polajnko, da bo delila z nami, kaj se bo se organiziralo v biotermah. Izvolite. En lep dober dan v imenu Bioterm vsem prisotnim in pa hvala lepa za povabilo pri sodelovanju v sklopu praznika. Kot je gospa županja že povedala, bomo se od 18. ure naprej veselili skupaj novi pridobitvi v biotermah. Seveda smo ceste po dolgem času prav veseli in zato smo se z veseljem odločili tudi priključiti praznovanju. Od 18. ure se boste lahko pri nas zabavali na letni terasi, se pravi na terasi nad zunanjim kopališčem, če je mogoče komu tako lažje razumljivo, kje se bomo dobili. Prisotni bodo lokalni ponudniki z različno ponudbo. Od 18. ure naprej bo tudi in pa do 22. ure živa glasba, kar še pa je, mislim, da posebej vabljivo in fajn za vse. Letno kopališče Bioterm bomo ta dan od 6. ure zvečer pa do 9. brezplačno odprli za vse tiste, ki si želijo kopanja. Se pravi, v primeru lepega vremena se bomo lahko družili na letnem kopališču. Lepo vabljeni vsi tisti, ki se radi kopate, ki se radi družite, ki uživate v glasbi. Posebej velja vabilo domačinom, kajti prav veseli bomo, če se bojo odzvali našemu, rečemo temu, malemu odprtemu dnevu Bioterm, ko se bojo lahko z nami brezplačno 3 ure kopali. Hvala lepa še enkrat za povabilo in lepo povabilo velja vsem tistim, ki se radi družijo in se imajo lepo. Hvala. Hvala lepa. Res lepo gesto, tako da to treba seveda izkoristiti. No, iz kopanja se bomo tudi v nedeljo prestavili k športno aktivni nedelji. Nedeljo smo razglasili za dan športa, 30. julija. Dokazujemo, da smo vztrajni v športu in tudi v življenju. In že ob 8. uri zjutraj bo Športna zveza Ljutomer, MTB Prlekija in Športno društvo Starih Rast organiziralo rekreativno kolesarjenje. Kaj več o tem nam bo povedal gospod Aleš Ploj. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni tudi v imenu Športne zveze Ljutomer. Ja, tako je, Športna zveza Ljutomer organizira pestro športno dogajanje v času občinskega praznika občine Ljutomer. In sicer začne se v nedeljo 30. julija, ko bomo ob 8. uri organizirali kolesarjenje po imenu Tour de Lotmerk. Zberamo se pri letnem kopališču Ljutomer, kjer je štart in pozneje tudi cilj kolesarjenja. Pripravljene imamo 3 trase, 3 proge, katere lahko kolesarji izberejo, lahko pa tudi kolesarijo po želji po svoji progi. Na koncu, ko se zberemo spet na kopališču, bo vsak povedal, koliko kilometrov je prevozil in pa koliko višincenj je upravil. In s tem imamo tudi 2 cilja, ki smo si jih zadali, ki sta zelo ambiciozna. Želimo zbrati skupno vsoto višincev, to je 28.640 metrov oziroma to je 10-kratna višina Triglava. In pa drugi cilj, želimo zbrati vsoto vseh prevoženih kilometrov 4146, to pa je 3-kratna dolžina državne meje Slovenije.
No, mi smo pripravili 3 trase. Prva je cestna trasa, poteka po asfaltnih cestah Prlekije, dolga je približno 80 km, druga trasa je MTB trasa, je dolga približno 42 km in pa tretja je družinska trasa, ki je dolga približno 15 km. Na koncu sledi pogostitev na letnem kopališču Ljutomer. Potem še isti dan, popoldan ob 16. uri pa pripravljamo že 11. kopališke igre Lotmerk na vodi. Igre so namenjene šoloobvezni mladini, sodelovanje je seveda brezplačno. Vsi tekmovalci imajo prosti vstop na kopališče, vsi tekmovalci tudi prejmejo nagrade. Zraven bo tudi napihljivo igralo, katero bo tudi za vse obiskovalce letnega kopališča brezplačno. Med igrami bo potekala tudi predstavitev prikaza reševanja topljenca iz vode v sodelovanju z Rdečim križem Ljutomer, KSP Ljutomer in pa Zdravstveni dom Ljutomer. Želimo na ta način malo osvestiti obiskovalce, da malo osvežijo spomin, kako se ravna v primeru, da se kdo utaplja. Potem pa še naslednji teden, in sicer v sredo, organiziramo skupaj z Društvom upokojencev Ljutomer 2 tekmovanje, in sicer tekmovanje v balinanju, ki bo potekalo pri domu starejših občanov Ljutomer. Sodelujejo mešane ekipe, najboljše ekipe prejmejo medalje, prijavnine pa tudi za njih ni. In še pa tekmovanje v ribolovu, ki bo potekalo v Gezovih jamah. Več o vseh dogodkih si lahko preberete na naši spletni strani www.szljutomer.si ali pa obiščete našo Facebook stran Športna zveza Ljutomer. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni in se vidimo. Hvala lepa. No, poleg športno obarvane nedelje mi dovolite, da tudi omenim ostale dogodke. Ob 10. uri močno slovesno z blagoslovom prleških vrednot, ki se bo odvijala v cerkvi svetega Janeza Zakrstnika v Ljutomeru, v organizaciji župnije Ljutomer. Potem ob 15. uri pa predajam besedo kar predsedniku Kasaškega kluba Ljutomer, da nam pove, kaj so pripravili za nas. Izvolite, gospod Branko Kristelj. Ja, hvala lepo za povabilo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Kasaški klub Ljutomer že 149 let sodeluje z to našo občino, z okolico, tako da si mi niti ne predstavljamo, da bi občinski praznik lahko minil brez kasaških dirk v Ljutomeru. Letošnje dirke se bodo pričele ob 15. uri. Prijavljenih je 60 konj, ki bodo nastopali v 8 točkah. Osrednji točki prireditve v nedeljo so kvalifikacije za derbi, to je za največjo dirko, ki jo konji bežijo samo enkrat v življenju. Ta dirka je letos v Ljubljani. Kot veste, derbi se lahko prireja samo na progah, ki so ocenjene za črko A, in ti 2 progi sta samo Ljutomer in Ljubljana, tako da se derbi teče 1 leto v Ljutomeru, 1 leto v Ljubljani. Mi smo naslednjo leto spet prireditelji te velike dirke ob naši 150-letnice, kar bomo še seveda še posebej potrudili. Tako da so v nedeljo so kvalifikacije za to prireditev, ki bo 4. septembra v Ljubljani. In seveda zdaj že tradicionalna dirka voznic, katere je sponzor občina Ljutomer, pa naša županja. Tu se je nekako to prijelo, ta dirka, in se te punce iz naše Slovenije že kar veselijo te dirke.
Jaz sem tudi rad, da zmeraj ne zmagajo, čeprav mi navijamo seveda za naše prleške voznice, ampak tudi druge so dobre, tako da je županja že imela priliko tudi drugim predati pokal. Letos pa, tako kot je, ne vemo, kaj bo se zgodilo, mi navijamo za naše, pridite pogledat, to je zelo zanimiva dirka, najhitrejša v Sulkiju. Obenem vas vabim tudi na ogled muzeja, na sami prireditvi je seveda brezplačen, je voden, to je lep biser kasaštva, ki je na enem mestu predstavljen. Tako da tudi sponzorji teh tekmovalnega dneva so večinoma naše prleška podjetja, tako da smo tudi na to zelo ponosni. Ponudba je pestra, od dobre pijače, jedače, glasbe, tudi za otroke bo kaj, tako da dobrodošli. Hvala lepa. V nedeljo bomo seveda osrednjo pozornost tudi namenili našim otrokom, kajti trudimo se biti občina prijazna otrokom. Zato smo v popoldanskem delu pripravili praznično dogajanje za otroke in sicer ob 16. uri bo županjin sprejem novorojencev v parku prvega slovenskega tabora. Letos smo se odločili sprejeti novorojence prav v parku, kajti s tem izkazujemo tudi dodano vrednost, kako pomembno je, da nas je seveda čim več, kajti vsakega novorojenca se v naši občini zelo veselimo. Sicer je malo upada, ampak nekaj manj kot 100 otrok pa se vseeno na letni ravni rodi v naši občini, vsakega se posebej veselimo. Seveda bo poskrbljeno tudi od 16:30 ure do 19. za animacijo, pisani mehurčki, tako da tukaj pa so seveda vabljeni poleg novorojencev, njihovih bratcev, sestri, staršev, še vsi ostali otroci, ne samo z naše občine, ampak tudi širše. Ob 17. uri bo poslikava obraza in kreativne delavnice. Od 17:30 bo tudi deloval pravljični kotiček in pa od 18. uri lov na zaklad in peka palačink. Verjamem, da se bodo imeli nepozabno, zato vabljeni seveda, da pripeljete tudi svoje otroke. V ponedeljek 31. julija ustvarjalni dan z dramo in rokami. O tem dnevu vabim najprej direktorico Splošne knjižnice Ljutomer, gospo Vesno Lejzani, in pa potem tudi vodjo javnega sklada za kulturne dejavnosti, gospod Miro Rebernik Žižek, da nam predstavita seveda dogajanja v ponedeljek 31. julija. Izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala lepa županja za povabilo in nagovor. Ja, res je, kot ste omenili, v nedeljo je pestro dogajanje za mlade. Mi pa bomo v ponedeljek tudi začeli s pravljično uro in peko hrustljavk z našo partnerico slaščičarno Florco Karaj. Namreč menimo, da je za dobre prleške vrednote tudi pomembna dobra kulinarika in to že treba mlade naučiti, kako se s tem ravna. Hrustljavke so, bi lahko rekle, pice, to morate tudi probati. Seveda bodo mladi umetniki te njihove kulinarične dobrote na koncu tudi pojedli. Začinjene pa bodo s pravljico, ki bodo namenjene predvsem na temo, kot vemo, zelo znana pravljica Lonček kuhaj in tako dalje. To je začetek ponedeljka, potem je ob 17:30 kreativna delavnica na temo zelene pismenosti, ki je drugi del naših vrednot.
s Kato Laštro, ki je pobudnica te zelene pismenosti in bo namenjeno za vse generacije v parku prvega slovenskega tabora. Ne vem, naročili smo lepo vreme, upamo, da bo to držalo, če ne bo pa potem tukaj v MKC-u potekala ta delavnica. In Splošna knjižnica je sodelovala tudi pri razstavi ob 120-letnici gledališčnikov v galeriji Ante Trstenjaka. In če dovolite, bi še zdaj strnila naše stvari, ki jih pripravljamo še naprej. V torek 1.8. je tradicionalna pravljična ura v parku prvega slovenskega tabora. Pomeni, če bo slabo vreme, bo ta pravljična ura v knjižnici. Namenjena bo pismenosti, odnosu do narave, zelenih stvari, zelišč in tako dalje. No, na ta dan pa je tudi Splošna knjižnica ponuja gratis pisnino za 1 leto za nove člane, tako da tisti, ki še niste člani knjižnice, prosim, vabljeni. Sodelovali bomo tudi 2.8. na občini Na prostem. Potem pa bi vas še povabila, ker župan je tudi povedala, da bo se ta praznik malo raztegnil tudi do konca avgusta. Namreč Splošna knjižnica organizira tudi pravljice pod hrasti. To bodo letos potekale med 16. in 18. 8. med 10. in 12. uro. Prvi dan 16. bo pri nas na gostovanju ta gledališka likovna skupina Kukuc iz Ljubljane z predstavo Kužek in Bolha. Kasneje, 17. in 18. pa bodo potekale zeliščne delavnice in pravljične ure. No, ne smemo mimo tradicionalnih dnevov poezije in vina v Ljutomeru skupaj z Beletrino Ljubljana. To je 23. avgust ob 18. uri v slaščičarni Flo. Letos bomo gostili tako slovenske kot češke predstavnike. Za glasbo pa boste poskrbeli Selma in Marinka iz Doberečka in za vinsko pokušnjo Vino Ozmec iz Ilovec. 18.8. imamo tudi dodatno potovanje po Peruju, družinske večmesečne počitnice v Peruju. Tukaj naša domačinka nam bo to predstavila skupaj z možem iz Peruja. Potem 28.8. bo v Art Jurak potekal pesniški večer z gospodom Aleksandrom Riterjem iz Zasavja, tudi z glasbenimi gosti. In zaključili bomo 30.8. ob 18. uri z eno zanimivo našo znano pisateljico Azro Širovnik, ki je pa bila skoraj 1 leto in pol zaposlena tukaj v Ljutomeru in je tudi napisala knjigo Pustite otrokom, da se smejajo, ki obravnava tudi Ljutomer. Take kakšne skrivnosti so bile takrat, bomo zvedeli na ta dan. V glavnem, hvala lepa in želim res zelo aktiven in uspešen praznik in hvala vsem za sodelovanje. Hvala, županja. Hvala lepa. Dober dan v imenu vseh, ki skrbimo za kulturni utrip v naši lepi občini. Kot je že bilo omenjeno, letos praznujemo 120 let povezane gledališke dejavnosti v vseh 4 občinah upravne enote Ljutomer. Danes se bom osredotočila samo seveda na našo občino, kajti že cel mesec julij potekajo prav tukaj v Mladinskem kulturnem centru ob 20. uri projekcije posnetih gledaliških predstav. Režiserjev, ki so znani v Ljutomeru, Srečka Centriha in pa gospoda Staneta Kralja. Tako da ta teden, ki je še pred nami, lepo vabljeni, da pridete ob 20. uri in da se nasmejete ob gledanju teh komedij, ki smo jih ustvarjali. Poudarek smo seveda dali na zadnjih 30 letih, kajti prej žal nimamo posnetkov predstav, ki so jih ustvarjali naši predniki. V ponedeljek 31. julija pa, kot je že direktorica omenila, imamo otvoritev razstave v galeriji Anteja Trstenjaka ob 19.30 uri. Tukaj bomo kronološko pregledali teh 120 let z materialom, ki ga imamo na razpolago
in poudarek bomo dali na zadnjih 30 letih, kajti ob 100-letnici smo imeli tako razstavo in rekli smo, zakaj ne bi te režiserje, ki so danes žal že pokojni, jim tudi namenili malo več pozornosti. Tako da lepo vabljeni, da si to ogledate in se sprehodite skozi zgodovino gledališke dejavnosti, na katero smo lahko vsi zelo ponosni. Ob 20:30 pa isti dan v ponedeljek 31. julija bomo imeli jubilejno slovesnost na glavnem trgu v Ljutomeru. Ni nam nekako uspelo pripraviti gledališke predstave, s katero bi to obeležili, ampak ne glede na to je že moralo tako biti. Pripravljamo dokumentarni film, presek delovanja in izkoristili smo tudi, da smo obiskali še živeče stare igralce, se pravi tiste, ki so nekoč ustvarjali, in pa seveda tudi te, ki še sedaj ustvarjajo, in pa naš podmladek, tako da smo pripravili njihove izjave, njihove poglede na vse to in pa seveda obogatili z tistimi najžlahtnejšimi humornimi deli iz vseh predstav, ki jih pač imamo na razpolago, tako da vljudno vabljeni, veliko bo smeha in veliko bo tudi spominov. Potem 1. avgusta Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ljutomer v sodelovanju z društvom 2020 pripravlja že tradicionalno prireditev pod mogočnimi hrasti, se pravi 1. avgusta ob 18. uri, kot mi po domače rečemo v Sršenovem logu ali v parku prvega slovenskega tabora, ko bomo imeli predstavitev pesmarice etno-folk skupine Bosi in pa novega albuma prleških pesmi skupine Beročka. Če nam bo zagodlo vreme, bo ta prireditev potem v MKC-ju tukaj, kjer smo danes. Omenila bi še za 31. julija, prej sem pozabila, če bo slabo vreme, seveda ta projekcija oziroma ta osrednja slovesnost ne bo na glavnem trgu, ampak jo bomo preselili v Dom kulture Ljutomer. Izkoristila bi to priložnost in povedala, da tudi letos, ko imamo 12. sezono žlahtnega abonmaja, pripravljamo posebne ugodnosti v času občinskega praznika. To pomeni, da imamo vpis starih in pa novih abonentov po znižani ceni, tako bodo lahko dosedanji abonenti vplačali abonma možnost tudi na 2 obroka za 6 predstav profesionalnih, znesek 55 €, vsi novi pa bodo isti repertoar lahko vplačali za znesek 65 €. Vpis bo potekal od 31. julija do 4. avgusta, vsak dan od 8. do 12. ure v pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Ljutomer v Domu kulture in pa 2. 8., ko smo na prostem, na glavnem trgu, tam bo tudi možno med 17. in 19. uro. In za vse tiste, ki boste gledali to konferenco, bi na hitro še preletela, kaj smo pripravili v letošnji sezoni, ki jo pripravljamo v sodelovanju z našo gimnazijo, ki ima tudi umetniško smer. Tako imamo prvič 6 profesionalnih predstav, in sicer komedijo Vse zastonj, komedijo Absurdanija, komedijo Boing Boing, avtorski projekt Ne ti meni Alice, surrealistično komedijo Pena dni in pa gledališko-glasbeni projekt Pesem za Laro. Splača se vse predstave pogledati in že sedaj vabljeni k vpisu ali pa, če si individualne predstave ogledate, kajti na letaku, ki ga bomo delili, so tudi že datumi, kdaj bodo predstave v našem Domu kulture Ljutomer. Hvala lepa, to bi se mogel človek kar vzeti dopust, da bi lahko to vse obiskal. Veliko je danes povedanega, ampak ta letak pride v vsa gospodinjstva, tako da, ko seveda se predstavitve pogledajo, tudi v medijih je v redu, da si tudi letak vzameš v roke in si potem pribeležiš, kaj je tisto za tebe, ker drugače je res ogromno vsega. Hvala lepa obema. Zdaj, torek, dan kulture,
bilo je že predstavljeno, zaključujemo z podelitvijo Miklošičevih nagrad in priznanj za leto 2023. V 20. uri se bomo seveda poklonili tistim, ki so pač letos razglašeni za nagrajence v parku prvega slovenskega tabora, v primeru Slabega dežja pa v našem kulturnem hramu oziroma Domu kulture. Sredo 2. avgusta, dan druženja. Hvaležni en za drugega smo jo poimenovali ta dan. Gospod Aleš Ploj nam je že predstavil turnir v balinanju in pa ribiško srečanje v Mutarski jami. V organizaciji občine seveda bomo na ta dan 9:30 do 11:30 organizirali županjino pisarno pod 100-letnimi hrasti in sprejem zlatih maturantov v parku prvega slovenskega tabora. Županjina pisarna je predvsem namenjena občanom, ki želijo sproščen pogovor, zaupati svoje težave oziroma če niso bili ustrezno obravnavani ali želijo osebno kaj spregovoriti. Rada pomagam, pač če le lahko, in to se mi zdi tako neko sproščeno vzdušje v parku prvega slovenskega tabora, kjer lahko marsikaj tudi dogovorimo, tako da vljudno vabljeni. No, zvečer ob 17. uri je tradicionalno organizirana občina na prostem, na glavnem trgu. Seveda tukaj se predstavijo občinski, državni organi, javni zavodi, javna podjetja, društva in to je res izjemno bogat dogodek, kjer tudi vabimo zelo vljudno vse občanke, občane. Tisti, ki pač v pisarnah imajo kakšne zadržke, zaupati svoje težave, se lahko tudi sproščeno pogovarjajo na občini na prostem. Še posebej bi tukaj izpostavila torej organizacijo državnih služb. Namreč pogovarjali smo se z direktorico finančne uprave, da seveda na državnem nivoju pripravlja nekatere spremembe in bo dostop do njihovih storitev samo preko e-aplikacij. Tako da seveda bodo se predstavljali tudi na občini na prostem. Posebej pa bo 3. avgusta organizirana delavnica tukaj v prostorih Mladinsko-kulturnega centra z namenom, da se predstavi mobilna aplikacija, uporaba mobilne aplikacije, ker ti pripravlja se ukinitev vseh teh pisarn, ki delujejo v lokalnem okolju, tudi v občini Ljutomer, ker nekateri storitev več ne bo možno niti upravljati fizično, niti v Murski Soboti. Zdi se pa mi pomembno, da se približamo občankam in občanom, zato smo jih tudi zaprosili, da bodo pač organizirali delavnico. Seveda si je potrebno na to delavnico prinesti svojo davčno številko, seveda mobilno napravo, telefonski aparat in potem bodo oni tudi se podrobno predstavili, kako temu služiti oziroma rokovati. No, ta delavnica, še enkrat poudarjam, bo 3.8. ob 15:30 uri. Tako da tudi vljudno povabljeni. No, v času, ko bomo imeli županjino pisarno in sprejem zlatih maturantov, bomo seveda gostili v parku prvega slovenskega tabora KDR združenje, asistenca socialno podjetje. V naši sredini pozdravljam direktorico, Dragico Kosmajer, ki nam bo tudi povedala, kaj bodo seveda na ta dan organizirali. Bi pa še dodatno omenila občino na prostem, sem pozabila, da bo nas v večernih urah tudi zabavala mlada glasbena skupina Mladi navihanci. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Hvaležni smo, da smo lahko delček pri soustvarjanju k aktivnemu vključevanju najranljivejših skupin uporabnikov v okolje. Stremimo k čim večji samostojnosti uporabnikov pri upravljanju upravil
ki jih brez pomoči ne zmorejo, ter individualnemu pristopu obravnave storitev glede na stopnjo in vrsto invalidnosti. Verjamemo, da glavne prvine dobrih medsebojnih odnosov predstavljajo medsebojno zaupanje, spoštovanje in upoštevanje individualnosti drug drugega. Smo izvajalec osebne asistence KDR Združenje Asistenca socialno podjetje. Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma. S tem jim je omogočeno neodvisno, aktivno in enakopravno vključevanje v družbo. Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu, izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen. Posebno pozornost posvečamo individualnim potrebam, prav tako željam naših uporabnikov. V ospredju so postavljene potrebe, ki jih mora oseba opraviti, da bi razvila normalno življenje. Stremimo k vplivu dobrega življenjskega sloga na samo zdravje in dobro počutje posameznika. Spodbujamo naše uporabnike in osebne asistente k ohranjanju ter dodatnemu vključevanju zdravih življenjskih navad v njihov vsakdan. Tako smo se letos odločili, da naše skupinske aktivnosti, ki so namenjene gibanju, druženju in pridobivanju novih znanj, obogatimo tudi z aktivnostmi namenjene zeleni pismenosti. Tako na naših skupinskih aktivnostih spoznavamo zelišča v domačem okolju, njihove zdravilne učinke, pravilno shranjevanje in uporabo, izvajamo tako individualne kot skupinske sprehode, namenjene nabiranju poznanih zelišč, izdelujemo herbarij, sušimo zelišča za razne čaje in podobno. Sprehodi, druženja, prenos znanj in izkušenj med uporabniki, zaposlenimi in prostovoljci je dar ter dodana vrednost paketa našega znanja. Omenjene aktivnosti nas tako veliko učijo o zdravilnih zakladih narave, hkrati pa nas povezujejo v skupnost, kjer je vsak posameznik aktiven in dragocen. Zavedamo se, da življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakega posameznika. Vsi mi smo ustvarjalci in ne le opazovalci našega življenja. Hvaležni smo za vsak trenutek, ki ga preživimo, doživimo skupaj. Še posebej, če je to čas preživeti v naravi. Naša prepričanja so temelj upanja, saj stremimo k iskanju rešitev, ki vedno pridejo v pravem času. Vabimo vas, da se nam v sredo 2.8. pridružite ob 10. uri v parku prvega slovenskega tabora, kjer bomo na naši gibalni urici poskrbeli k boljšemu počutju, vadbi za moč, vzdržljivost in ravnotežje našega telesa. Po rekreaciji bo sledila pogovorna urica, na kateri bomo izmenjali izkušnje o našem delu, se dotaknili pomena dobrega odnosa sodelovanja, izmenjali zdravilne izkušnje zelišč ter pomena medgeneracijskega povezovanja v samem procesu dela. Prav tako vabljeni popoldan na trg ob 17. uri, kjer bo občina na prostem.
Iskrene čestitke občini Ljutomer o praznovanju 67. praznika prleških vrednot in zelene pismenosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Smo pri četrtku, dan gospodarstva. Podjetni, nekoč, danes in tudi vnaprej. In v naši sredini lepo pozdravljam gospoda Šohorn in pa gospoda Damjana Štiblerja, da nam predstavita dogajanje četrtka, ko bomo podjetni. Dobar dan vsem skupaj, dobar dan županja. Jaz bi vas vse tako občane, kot tudi širšo javnost rada povabila, da se nam pridružite v četrtek 3.8., ko je kar pestro dogajanje v atriji mestne hiše in kasneje tudi gore na Jeruzaleme. Vse, ki vas zanima, lokalna ponudba, domača ponudba, rujna kapljica, pa tudi zeliščarstvo, res lepo vabljene. Program je kar pester, začeli bomo že ob 9. za Ron, ko bodo tic odprja svoja vrata in vam predstava ponudbo v trgovinice. Hkrati pa je potekalo v atriji zeliščarstvo, kjer so se predstavili zeliščarji ne samo z občine Ljutomer, ampak širše, da boste lahko tudi kaj probali, se kaj novega navčili. In tudi zaradi tega namena smo ob 10. naredili eno tako delavnico za deco, ko bomo predali malo kulturne dediščine tudi njim, kada tudi one znali, kakšen pomen ima zeliščarstvo in zelena pismenost v naši občini. Ko pa dan ne da mina brez rujne kapljice na našem območju, pa lepo vabljeni popudne ob 4. gor na Jeruzalem, spodaj pod dvorcem na parkingi bomo skupaj z Društvom vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer pripravili postavitev klopoca. Upam, kada še kaj grozija gore, kada bo imela svojo funkcijo klopotec, pa kada je dobro ša, pa res vabljeni, ko skupaj tam nazdravimo, pa probamo lokalna vina. Tako, to je to. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. V sklopu letošnjega občinskega praznika organizira Obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer v četrtek 3. avgusta ob 18. uri na sedežu zbornice okroglo mizo. Glede na to, da si vsi želimo, da naša čudovita Prlekija postane vodilna turistična destinacija v naši regiji, smo se odločili, da organiziramo okroglo mizo na aktualno temo pot do višje dodane vrednosti v turizmu. Okrogli mizi se bo pridružila direktorica Direktorata za turizem, gospa Dubravka Kalin. Na okrogli mizi se bomo osredotočili na razpravo o tem, o možnostih in izzivih, s katerimi se srečujemo pri razvoju turizma na našem območju, ter kako doseči višjo dodano vrednost v tej panogi. Vsi vemo, da je obrtništvo ena najpomembnejših panog, ki bogati naše lokalno gospodarstvo, zato vas v četrtek 3. avgusta ob 20. uri vabimo na glavni trg v Ljutomeru na našo osrednjo prireditev Obrtnik leta 2023. Na tej prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke naših obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Skupaj bomo podelili prestižno nagradno Obrtnik leta tistemu, ki je s svojim delom in inovativnostjo najbolj izstopal v preteklem letu. Kulturni program bo popestrila vokalna skupina Evridike, slavnostni govornik pa bo gospod Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ob tej priložnosti bomo tudi obeležili 55-letnico delovanja Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Torej, vabljeni na naše dogodke. Hvala lepa. Hvala lepa. Iskrene čestitke tudi obrtni zbornici in hvala lepa za odlično sodelovanje tudi z našimi podjetniki, obrtniki, ki se izkažejo pri svojem poslovanju, pri investicijah, projekti in pa tudi, ki podpirajo delovanje naših društev kot sponzorji in donatorji. Slavnostni dan bomo obeležili v petek 4. avgusta, ponosni in pripadni Prleki.
Ob 20. uri bo slavnostna prireditev ob 67. prazniku občine Ljutomer, kjer bomo podelili priznanja in pa nagrade. Glasbena gostja, ki bo z nami, je gospa Eva Boto. Bo pa se zgodila ta slovesnost v parku prvega slovenskega tabora, v primeru slabega vremena pa v Domu kulture. Ob 20. uri bo v prostorih Mladinsko-kulturnega centra tudi izveden koncert elektronske glasbe, Kultura elektronika. Žal se nam je danes gospa Karmen Levovnik opravičila, zapisala pa je, bom na kratko prebrala. Organizator dogodka oziroma koncerta je društvo Rokos iz Mote. Naziv dogodka je Kultura elektronika, nastopajoči Devil Insight. To je duet, ki ga tvorita mama prleškega tehna, dolgoletna akterka in snovalka elektronske kulture v Sloveniji, mentorica mladih, coach, svetovalka, umetnica in predsednica Društva za razvoj osebne kakovosti in urbanih subkultur ter Žan Stajnko, eden najmlajših nosilcev elektronske kulture pri nas. Oba sta domačina, prihajata iz Mote in pa Gajševcev. Zapisala je tudi, da ima ta koncert pomen za prihodnje mladinsko ustvarjalno delo, saj je tudi aktivna članica in projektni vodja društva nemško govoreče mladine s sedežem v Ljubljani, kjer se trenutno zavzema za ustanovitev sekcije v Ljutomeru, saj bi s tem lahko zagotovila, da del sredstev, ki jih dobijo za mladinske projekte, priteče tudi v Ljutomer. In pravi, da bo koncert 5.8. predstavljal temelj in prvo stopničko za bodoče projekte, ki bo organizirala za prleško mladino in izkoristila prostor, ki se zato tudi nudi tukaj v MKC-u in s tem zagotovila del sredstev, ki bi bili namenjeni za mladinske projekte in bi šli prleški mladini. V soboto tradicionalnost, se pravi sejemski dan, 5. avgusta, tradicije, ki krepijo prleško srce. Ob 9. bomo pozdravili prleški sejem s kulturnim programom, nagovori. Seveda ob 9. uri sledi odprtje in ogledi sejemske ponudbe, avenija vina, avenija domače obrti, avenija domačih dobrot, avenija društev, avenija obrtništva, podjetništva, bižuterije in pa avenija Bolšjaka. Ob 10. uri bomo postavili klopotec, sočasno bo organiziran tudi program za otroke. Na ta dan bodo glasbeni gostje, in sicer več jih je, ob 9. uri prleški kvintet, ob 13.30 Dejan Dogaja band, ob 18. Leopold I in pa ob 20. uri Domen Kumer in Skater. Verjamem, da bo odlično, da bomo presegli lanski obisk in da se bomo seveda prleki družili ob dobri pijači, prijateljstvu, glasbi in seveda prleški kulinariki. V nedeljo dan dediščine, preteklost in sedanjost zdaj. Povabila bom k predstavitvi sodobnih rimskih iger gospo Marijo Gabe, predsednico turističnega društva Stara cesta. Izvolite. Hvala lepa, gospa županja. Prav lep pozdrav tudi v imenu turističnega društva Stara cesta. Ime Stara cesta ima zgodovinske korenine, saj spominja na pot, ki so jo uporabljali Rimljani na svojih pohodih v vzhodne province. Z urejanjem in predstavitvijo obeležij ter mitov iz časov pred več kot 2000 leti se tako ohranja del kulturne dediščine. Zato se je turistično društvo Stara cesta odločilo že pred 22 leti, da organizira sodobne rimske igre. Tako bomo v nedeljo 6.8. organizirali že 22. sodobne rimske igre in sicer ob 15. uri pri gasilskem domu v Mekotnjaku. To se pravi, ob 15. uri se bomo zbrali na prireditvenem prostoru pri gasilskem domu, kjer sledi pozdrav
Po pozdravu se bomo oblekli v rimska oblačila, v rimske kostume, tako odrasli kot tudi otroci, in bo povorko krenili proti do rimskega obeležja, ki ga imamo pri stari šoli. Tam bomo polagali kamen, vsako leto položimo en kamen, kar pomeni, da tlakujemo rimsko cesto. Potem sledi vmes tudi osvežitev pri vinski kleti Magdič in ko se vrnemo nazaj na prireditveni prostor, sledijo šaljive igre, ki so pripravljene tako za otroke, kot tudi za odrasle. Tu imamo že 3 tradicionalne igre, in sicer vlečenje vrvi, met kamna in pa balinanje na vrvici, potem dodamo še 3 igre. Potem sporedno tudi sledi ustvarjalna delavnica in pa na stojnici, kjer lahko si vzamemo spominke turističnega društva, ki sledimo zeleni pismenosti, in sicer bomo imeli pripravljene butere iz sivke, dišeče vrečke iz sivke, potem dišeče sveče in pa pletli bomo tam venčke iz zelenja. Sledi kulinarična ponudba po rimljansko, potem ponudba na stojnice, kot sem že rekla, in pa prijetno druženje pod šotorom. Tako da letošnja rdeča nit naših sodobnih rimskih iger so prleške vrednote in pa zelena pismenost. Vljudno vabljeni, če vas zanima, pridite, gospa županja že ve, kako to poteka. Tudi ona je že bila oblečena v rimska oblačila. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zanimivo je za sprobati. No, v času, ko občina praznuje, smo za vas tudi v nedeljo 30.7. Zagotovili prostop na letno kopališče. Tudi na letnem kopališču vse dogaja, upam, da bo tudi vreme služilo. In pa od 31. julija do 4. avgusta bo za najmlajše občane bodo na voljo napihljiva igrala v parku generala Maistra, in sicer vsak dan od 16. do 20:30 ure. Tudi park generala Maistra je izjemen park in tam je prav, da se tudi oživi dogajanje, zato smo se odločili tam postaviti napihljiva igrala. Tako da najmlajši vljudno vabljeni. Zelo smo počaščeni, da bo seveda dogajanje v avgustovskem času obogatil tudi Prleško študentski klub. V naši sredini lepo pozdravljam predsednika Tomaža Sagaja in ga vabim, da nam zaupa, kaj vse so nam študenti pripravili. Izvolite. Najlepša hvala za povabilo. Najprej bi se rad zahvalil, da ste podaljšali praznik, se pravi za 3 tedne, da ste še vključili naš program. Mi pa pripravljamo 3 dni dogajanja. Festival smo poimenovali Freizeit, vsi dobro znamo, kaj to pomeni, se pravi nekak zadnji teden pred šolskimi obveznostmi, da še mladi uživamo, se pravi zadnji teden. Dogajalo se bo, se pravi od četrtka do sobote. V četrtek se bo vse skupaj začelo z tekmovanjem v družabnih igrah. Potekalo bodo, se pravi, tekmovanja v kartanju Una, šnopsa ter namiznega nogometa. Potem se bo začel, se pravi, pub quiz. Po koncu pa še sledi kino pod zvezdami. Najprej bomo prikazali filmčke dijakov gimnazije Ljutomer. Potem pa še predvajanje znanega slovenskega filma Gremo mi po svoje, se pravi komedije. Vstop je prost, vse se bo dogajalo v atriju Mestne hiše. Enako tudi v petek. Začeli bomo s stand-upom štajerske naveze, se pravi Martina Ipša in Matjaž Javšnik. Po koncu še sledi akustični koncert
Katarine in Davida. Karte, se pravi, pobirali bomo neko malo stopnino, karte bo možno kupiti od naslednjega tedna dalje v kavarni Gaš ter v Londonu. V soboto pa prirejamo že sedaj tretji tradicionalni športhet. To je pa dogodek, ki se razteza skozi cel dan, se pravi ob 9. zjutraj se začnejo športni turnirji. Na glavnem trgu Ljutomer pripravljamo košarko, se pravi streetball, basket na placi, v sodelovanju z košarkarskim klubom Ljutomer, ter v lastni režiji bomo pripravili tudi turnir malega nogometa na odboj. Na letnem kopališču Ljutomer pripravljamo turnirje odbojke na mivki, tenisa in beer-ponga v sodelovanju z Športno zvezo Ljutomer ter z tenis klubom Ljutomer. Hkrati bo ob 12. se začelo na glavnem trgu Ljutomer tudi, se pravi, neki kulinarični kotiček. Na sodelovanju smo povabili mnoge ponudnike hrane, mogoče malo bolj neznane za naš kraj, kar ni pri nas v ponudbi. Prav tako bo potekala tudi predstavitev lokalnih društev, se pravi razni klubi, razna društva bodo predstavila svoje delovanje, povabila najbolj mlade, da začnejo, se pravi, z naslednjim šolskim letom sodelovati. Potem pa seveda sledi po koncu turnirjev podelitev nagrad na letnem kopališču Ljutomer. Po podelitvi pa enako kot lani, upamo sicer na boljše vreme, lani nam je malo pokvaril dež, koncert skupin Zmelkov in Koala Voici. Naj omenim, da prav skupina Zmelkov prireja predzadnji koncert, zadnjega bodo imeli mesec dni kasneje v Izoli, tako da se splača priti pogledat. Koala Voice pa so mladi slovenski band, ki vsako leto navdušujejo z novimi hiti. Tako da to je to. Vse novega, vse kar bo novega, vse novosti oziroma bomo objavili na PŠK profilu, na Facebooku ter na Instagramu. Prijave na športne turnirje bo možno prek Google obrazcev. To je pa to. Najlepša hvala še enkrat za, se pravi, povabilo, da ste vključili še naše 3 dni v občinski praznik. To je pa to. Vabljeni, pa se vidimo. Hvala lepa. Podpora sigurno mladih mora biti in veseli smo, da se radi vračajo domov in tudi tukaj ustvarjajo. Tako tudi vam hvala lepa. Seveda pa je potrebno v sklopu praznika poudariti tudi dan generacij. To pa je res tradicionalni nočni turnir v odbojki, v letošnjem letu 10. zapored, ki pa je nekako zaključek tistega prvega dogajanja. Vse to, kar je bilo zdaj povedano, je druga polovica avgusta, je nekoliko spremenjen datum tudi tega nočnega turnirja, o katerem nam bo nekaj več povedal tudi gospod Žan Stajnkov. Izvolite. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala za besedo, kot je že gospa županja povedala, prirejamo že 10. zaporedni nočni turnir v odbojki na mivki, ki bo sicer 12. avgusta v soboto ob 5. uri. Tako da prijave so še možne, lepo vabim vse, ki bi radi tekmovali in pa tudi vas obiskovalce, da se nam pridružite na tem dogodku. Klasična odbojka na mivki, mešane trojke, kjer bodo ekipe, kjer lahko povem, da je omejeno število mest, tekmovale do jutranjih ur. Smo že navajeni, da zaključimo ne več pod reflektorjem, ampak že ob jutranji svetlobi. Tako da vsi skupaj lepo vabljeni, poskrbljeno tudi za pijačo in jedačo, tako da
kot za obiskovalce in tekmovalce bo to super dogodek, tako da še enkrat lepo vabljeni in hvala za povabilo. Torej, res pester, zanimiv, bogat program, iskrena hvala res še enkrat vsem organizatorjem, soorganizatorjem, iskrena hvala tudi novinarjem, predstavnikom medijev. Lepo prosim, delite to dogajanje z čim širšo javnostjo. Veseli bomo obiska, veseli bomo, da se bomo skupaj veselili naših uspehov in tudi izkazali, kot že rečeno, podporo vsem tistim, ki v naši občini ustvarjate. Hvala lepa, malo dalj časa je trajalo, ker je pač veliko dogodkov. Naj bo naš julij oziroma preostanek julija in avgust čim bolj pester, seveda pa tudi v ostalih dneh tekom leta ne manjka dogodkov in luštnih prireditev, na katere smo v Ljutomeru v Prlekiji ponosni. Iskrena hvala, vljudno vabljeni in imejte lepo in nepozabno poletje. Hvala lepa.